Situla Zvač pri Litiji iz prve polovice 5. stoletja pred našim štetjem je tudi 140 let po odkritju med najbolj prepoznavnimi predmeti v Narodnem muzeju Slovenije. Kje in kako so to izjemno bronasto vedrico odkrili? Kaj nam njene podobe povejo o železnodobni družbi v naših krajih? Kako si razlagamo njihovo pripoved? Vače sodijo med naša najpomembnejša železnodobna najdišča. Prve najdbe so sporočene že v 70. letih 19. stoletja. Tedaj so tudi prvi predmeti prišli v tedanji deželni muzej za Kranjsko v Ljubljani. V naslednjih desetletjih pa so se razvrstila številna arheološka izkopavanja na Vačah, ampak tudi veliko roparskih kopanj, kjer so iskali dragocene predmete. Tako danes najdemo arheološke najdbe z Vač širom po svetu v muzejih od Združenih držav Amerike do Dunaja in Ljubljane. Situla z Vač je bila grobni pridatek. Zgodaj spomladi leta 1882 jo je našel kmečki fant Janez Grilc, kjer so pa že predtem našli grobne najdbe. Na Vačah pokopanega bojevnika, ki je bil opremljen s sulicami in sekiro, je označevala tudi bronasta čelada. To je bil pravzaprav najpomembnejši pridatek bojevnika, ki je pomenil, da je ta bojevnik pripadal vrhnjemu sloju bojevnikov. Obenem pa menimo, da je bil ta bojevnik tudi lastnik situle in tudi protagonist dejanj, ki so verjetno bolj ali manj idealizirano upodobljene na njej. Situlska umetnost je bila v železni dobi razširjena v različnih deželah. Njene najpomembnejše izdelke so odkrili v etruščanski Bologni, v beneškem središču Este, v retijskem Sancenu, pri nas pa na Magdalenski gori, Vačah in v Novem mestu. Situlska umetnost je nastala po grških, etruščanskih in tudi bližnjevzhodnih predlogah v 7. stoletju pred našim štetjem. Njen vznik pa je bil v naslednjih stoletjih poustvarjan v različnih lokalnih niansah. Zanimivo je, da so si včasih izdelki situlske umetnosti zelo podobni, čeprav izvirajo iz med seboj zelo oddaljenih krajev. To nakazuje, da so si tedanji torevti izmenjevali tako tehnično kot umetniško znanje. Druga možnost pa je, da so bili pravzaprav izdelovalci situl potujoči rokodelci, ki so potovali iz kraja v kraj in svoje izdelke prilagajali okusu in željam vsakokratnih naročnikov. Figuralni motivi na izdelkih situlske umetnosti so črtno tolčeni v bronasto pločevino. Z nasprotne strani so mojstri blago iztolkli poudarjene dele figur, na primer lice ali brado, in muskulaturo telesa. Tako so dosegli plitev reliefni vtis, ki je ustvaril atraktivno upodobitev. Na ta način so okraševali situle, pa tudi pasne spone, nožnice mečev in bodal, uhane in čelade. Vaška situla je izdelana iz bronaste pločevine, prav tako je iz brona izdelan ročaj, le da je izdelan iz kvadratne palice, ki je tordiran. Za izdelavo in okrasitev vaške situle so si izdelali posebna orodja, in sicer iz železa, lesa in pa iz usnja. Pločevino so okrasili iz obeh strani, in sicer iz notranje strani so naredili iz bokline, iz zunanje strani pa so s posebnimi dleti izdelali konture. Situla z Vač je prazgodovinski človek pri nas prvič pravzaprav spregovoril o sebi. Tudi sicer na najlepših predmetih situlske umetnosti zaznamo zaporedje motivov, prizorov, ki jih beremo kot neko pripoved. Situla z Vač se med temi predmeti odlikuje tako po svoji odlični ohranjenosti, kot po kompleksnosti prizorov. Posamezne prizore razumemo kot metafore, kot odraze nekih dogodkov v življenju lastnika situle. Pri situli z Vač je ta kompleksna pripoved razdeljena na 3 pasove, frize, kot jim rečemo, ki jih beremo od zgoraj navzdol.
Na zgornjem frizu je upodobljena svečana procesija z 2 konjevodcema, z 2 konjenikoma, z 2 vozovoma. In izmed vseh teh dostojanstvenikov se najbolj odlikuje sopotnik na drugem vozu, gospod, ki je edini, ki ima neko specifično koničasto pokrivalo. Ta isti dostojanstvenik se na drugem frizu pojavlja na prestolu z žezlom v rokah, očitno izvaja oblast. Ob njem je prav tako edini na prestolu nek dostojanstvenik podobno s koničastim pokrivalom, očitno njegov sovladar, mogoče prestolonaslednik. Sledi prizor dvobojevalcev, ki se z ročkama v roki očitno bojujeta za čelado, ki je postavljena med njima kot nagrada, kot trofeja zmagovalcu. In to je ponovno prizor, ki mu najdemo analogije v grškem, v etruščanskem svetu. Ob tem lahko pomislimo tudi na rokoborce, upodobljene na sočasnih grških posodah, pri katerih so ravno tako upodobljene dragocene posode ali pa bojna oprava kot nagrada zmagovalcu. Ob tem se spomnimo na slovesne festivale, kakršne so olimpijske igre recimo, kakršne so pogrebne slovesnosti, ki jih Homer v Iliadi opisuje ob Patroklovem pogrebu. Skratka, odvijala so se tekmovanja, zmagovalec je bil deležen bojne oprave pokojnika. Prizori na tretjem frizu se močno razlikujejo od tistih na zgornjih 2. Podobljene so namreč samo rastlinojede živali, eno zaporedje kozorogov in košut, pred njimi je pa upodobljen volk z človeško nogo v gobcu, spet en tak srhljiv prizor, primerljiv z etruščansko motiviko. Skratka, opraviti imamo z nekim neukročenim, kaotičnim živalskim svetom, svetom narave, ki pa da, za razliko od zgornjih 2 frizov, nekega človeškega reda, vedeti, kje je mesto smrtniku. Celotna motivika, celotno zaporedje prizorov in pripoved na Situli Zvač razumemo kot dogodke, slavljenje, obeležba nekih pomembnih iniciacij v življenju dostojanstvenika, lastnika Situle in dogodke ob dinastičnem nasledstvu. Podobe Situle Zvač vsak dan s seboj nosi vsak državljan Republike Slovenije, saj jih najdemo na osebni izkaznici in v potnem listu. Situla in prizori iz njenega plašča pa so že vrsto let vir navdiha številnim umetnikom in izdelovalcem spominkov. Situla Zvač nas spominja, da je bil človek pred 2–3 tisočletjem prav tako zapleteno bitje, kot smo danes mi. Obenem pa nas spominja tudi to, da je bila v njem želja po presežnem, ki je bila primerljiva z miti in verskimi predstavami, pa tudi umetniškimi dosežki v sočasnih družbah Etruščanov in Grkov. Visoka železnodobna družba v naših krajih je bila z izdelki, kakršna je Situla Zvač, sposobna to željo po presežnem tudi upodobiti.